Trenutna sestava Evropskega parlamenta je bila soočena z dogodki in krizami nepredstavljivih razsežnosti, od COVID pandemije do ruske agresije v Ukrajini, hudih naravnih nesreč in sedaj še grozljive situacije na Bližnjem vzhodu, v Izraelu in Gazi. Vsi ti dogodki zahtevajo primeren odziv Evropske unije. Evropejci moramo postati bolj samozadostni na vseh področjih, še posebej na energetskem. Zlasti kar zadeva energijo, potrebujemo vse tehnologije, ki lahko zagotovijo odpornost, zanesljivost ter konstantnost oskrbe s konkurenčno, nizkoogljično električno energijo, kar smo nenazadnje prav v tem hramu priznali pri glasovanju o Net Zero Industry Actu. Dejstvo je, da je prizadevanje vseh držav članic za vse ničelne tehnologije treba povečati, da bi do konca leta 2050 dosegli ogljično nevtralnost v EU. Prav mali modularni reaktorji, tako imenovani SMRs, lahko igrajo ključno vlogo v globalni poti k razogljičenju naših gospodarstev, saj ponujajo zelo prilagodljivo proizvodnjo pare in električne energije, ne glede na vremenske okoliščine. Glede na velika vlaganja v razvoj tehnologije v številnih državah se napoveduje, da bodo mali modularni reaktorji postali komercialno uspešen jedrski proizvod do leta 2030. Uporabljali se bodo zlasti za nadomestitev fosilnih goriv, za daljinsko ogrevanje objektov, procesno toploto za energetsko intenzivne industrije, za razsoljevanje morske vode in proizvodnjo vodika. Prav tako lahko bistveno prispevajo k razogljičenju pri proizvodnji sintetičnih goriv za težki tovorni promet in letalstvo. Jedrska energija danes v EU predstavlja 25% proizvedene električne energije in kar 50% nizkoogljične električne energije. Energetski strokovnjaki v luči prehoda v nizkoogljično družbo napovedujejo podvojitev porabe električne energije do leta 2060. Mali modularni reaktorji so zelo združljivi z obnovljivimi viri električne energije. Predvideva se, da bo povečanje proizvodnje elektrike doseženo iz sončne in vetrne energije ter malih modularnih reaktorjev in iz novih velikih jedrskih elektrarn in s podaljšanjem delovanja obstoječih. Vseevropsko sodelovanje pri razvoju, kreiranju preskrbovalne verige dobaviteljev in pri postopkih umeščanja v prostor bo ključno, če želimo konkurirati na tem področju že aktivnim ZDA, Kitajski, Rusiji, Veliki Britaniji in ostalim pri razvoju pomembne inovativne tehnologije. Spodbujati moramo partnerstvo in zavezništvo v EU in ustvariti zanesljivo okolje za novi jedrski Airbus, kar lahko storimo prav za jutrišnjo podporo malim modularnim reaktorjem. Javne ankete kažejo, da je podpora nizkoogljični jedrski energiji zlasti med mladimi vse višja in opazno raste. Ne toliko zaradi cen elektrike, kot ravno zaradi okoljskih ciljev. Poleg tega je vedno več držav članic vidi jedrsko energijo v svoji mešanici energetskih virov. Novembra letos je Evropska komisija pospešila in lansirala partnerstvo za male modularne reaktorje, kar je bil dodaten velik korak naprej. Zato je jasno, da so mali modularni reaktorji realnost in bodo v bližnji prihodnosti tudi uvedeni. Svoje odločitve moramo začeti sprejemati racionalno na osnovi nespornih dejstev in številk. Danes ob 15. uri sem v pogledu na platformo Electricity Map videl, da je imela Francija ob le 33% obnovljivih virov in kar 94% nizkoogljičnih, pretežno jedrskih virov, samo 41 gramov izpustov CO2 na kilovat proizvedene električne energije. Medtem ko je imela Nemčija kar 408 gramov izpustov CO2 ob sicer kar 59% obnovljivi energiji in 62% nizkoogljičnih virov. Odgovornost, da končno priznamo, kdo je v EU dejansko zelen, je na nas. Jutri bomo imeli odlično priložnost, da kot Evropski parlament pošljemo jasen in močan signal celotni Evropi in evropski industriji. Želimo varno in zeleno in konkurenčno Evropo, slednjo bomo dosegli samo v ustreznem ter enakovrednem obravnavanju vseh nizkoogljičnih virov. Iskreno vas prosim za podporo pri glasovanju in se vam že naprej zahvaljujem.